Super, najlepša hvala Nini za tale uvod. Hvala še enkrat vsem, da ste se odzvali oziroma prišli na tale naš današnji dogodek, ko bomo seveda predstavili strip, in sicer strip z naslovom Kajuh, pesnik partizan. Kot je povedala že Nina, sta z nami tako zgodovinar Marjan Pošavc kot stripar Zoran Smiljanič, ki bosta torej predstavila delo, ki smo ga izjemno veseli. Mogoče kje zdaj točno začeti ta pogovor? Najbrž Zoranovo delo dobro poznate oziroma veste, da je zadnjih nekaj let posvetil predvsem velikim imenom slovenske zgodovine, polpretekle zgodovine. Po Cankarju in Plečniku je seveda prišla priložnost tudi za strip o Karlu Destovniku Kajuhu. Pa mogoče najprej, Zoran, zate vprašanje, kaj je pravzaprav sploh pripeljalo do te realizacije? To, da nekako izpostavimo, da je bilo leto 2022 vseeno nekaj posebnega, ko govorimo o Kajuhu. Najprej lep dober večer, hvala, ker ste vsi prišli. Vesel sem, da v mojem kraju pride toliko obiskovalcev na naš večer. Torej, kaj je botrovalo temu stripu? Ja, naročilo. Jaz sem rekel delavka na trgu in kadar si kdo zaželi, kadar rab usluge in storitve od mene, jaz to naredim in naredim najbolje, kot zmoram, da zadovoljim stranko v vseh pogledih, tako da to je odgovor. Je pa zato, da je prišlo do te ponudbe, da si lahko sploh zadovoljil stranko, seveda bilo nekaj posebnega, kar se tiče same obletnice, in leto 2022 smo namreč imeli označeno kot Kajuhovo leto. Kako je prišlo v bistvu do tega, da je kot 7. knjiga, ki je bila izdana v lanskem letu, bila izdana ravno strip o Kajuhu? Torej, ni čisto, jaz rabim neko iskrico, neko ljubezen, neko pozitiven odnos do lika, s katerim bom preživel eno leto kar trdega pa intenzivnega dela, kot si omenil. Sem jih v zadnjih 4 letih naredil 4, iz enega v drugega sem šel in se tudi intelektualno malo razširil. Poleg te potrebe, želje po tem, da bi delal partizanski strip, če ti odgovorim na vprašanje, kako je prišlo do tega. To je bila zanimiva štorija. Kajuhovo leto bi moral biti 2022, ampak minister Vasko Simoniti o tem ni hotel slišati, kar je mene zelo razveselilo. Zakaj? Namreč jaz sem začel delati, nekje na začetku leta in glede na obširnost scenarija, ki mi ga je moj sodelavec, kolega in prijatelj Marjan dal, ni bilo šans, da bi jaz naredil do konca leta in da bi se še stiskal. In ko je Vasko rekel, da pa zdaj ne bo Kajuhovo leto, sem se jaz zelo razveselil, kajti človek je videl dalekosežno, da razmišlja zelo globalno in zelo na široko. Jaz sem prepričan, da gre za enega najboljših naših kulturnih ministrov, za kar sem mu globoko hvaležen. Tako da leto 2023 so se pa ta postava zamenjala in leto 2023 je bilo pol Kajuhovo leto, ko sem jaz ujel rok, ampak še vedno sem globoko hvaležen Vaskotu za njegovo nepozabno intervencijo. Ja, hvala Vaskotu za 101. obletnico, ki smo jo torej letos praznovali v Kajuhovem letu. Marjan, mogoče še vprašanje seveda za vas toliko, da na začetku povemo, Zoran je imel kup dela s tem, kako zlesti pod kožo, kako Karla narisati, kako pač dati njegovo življenje seveda v strip, in domnevam, da ste mu pri tem bili najbolj koristni ravno vi z vsem researchem, z vso raziskavo, ki ste jo mogli opraviti, z tem, da ste izpostavili tiste ključne trenutke v življenju Karla Destovnika Kajuha. Ampak pri tem ste imeli eno, recimo temu, olajševalno okoliščino, ki pa lahko rata tudi problem, da je obstajalo že literarno delo, ki je bila predloga vaši raziskavi. In sicer je to literarno delo, ki ga je napisal gospod Vlado Vrbič, sicer nekdanji direktor knjižnice Velenje, ki tudi skrbi za Kajuhovo zapuščino. Kako je tukaj potekalo to sodelovanje? Koliko je bil Vlado tisti, ki vam je polagal besede, koliko ste pa seveda tudi sami lahko razbirali oziroma pustili proste roke? Dober večer tudi v mojem imenu, hvala za obisk. Takole, moja ideja za strip o Kajuhu je že kar stara. Namreč, kaj pa vem, enih 5-6 let nazaj
so si v Muzeju novejše zgodovine v Celju zaželeli, bila je tudi neka obletnica Franja Malgaja in so prišli na idejo, da bi izdali en strip, torej biografski o njem. No in jaz sem napisal scenarij, risal je pa en drug striper, Gašper Kranjc, ki mu je bila, potem se je to pokazalo na nek način odskočna deska za njegovo stripovsko kariero, ker potem je izdal 2 perfektna albuma, Mestne ptice pa Vaške ptice. Skratka, o tem, da bi strip o Kajuhu bilo dobro izdati enkrat, sva se pogovarjala z Vrbičem, no in Vrbič je rekel, pa daj naredi to, pa nagovori Smiljaniča, ne? No, ampak je preteklo nekaj časa, Zoran je imel svoje projekte, jaz tudi nekaj svojega, no, vmes je pa Vlado izdal ta roman, ne? Kar pomeni, on je dejansko moral eno tako globinsko pa široko raziskavo o Kajuhu v življenju in tako naprej narediti, tako da meni je prihranil ogromno dela, ne? No, seveda sem po nekih ključnih virih, na katere se je tudi on naslanjal pri pisanju knjige, sem jih tudi jaz predelal, seveda ne, da bom rekel, da se sam prepričam, pa mogoče še kaj odkrijem. To je predvsem zbrano delo Kajuhovo, ki je šlo v 2 izdajah, se pravi ena, mislim, da že prvič že v 70-ih ali konc 60-ih, Emil Cesar, literaren zgodovinar, se je z njim ukvarjal, no potem čez desetletje ali pa desetletje pa pol je pa išla dopolnjena izdaja. Skratka, no in ko sem jaz ta roman prebral, sem pač povedal Vladotu, ne, hvala, opravil si moje delo, zdaj pa povej, dopustiš, da jaz ta roman, bom rekel, priredim, a ne, za potrebe stripa, in je rekel, evo, imaš proste roke, ne. Tako da Vlado se v moj scenarij absolutno nič ni vtikal, tudi mu nisem sproti nič pošiljal, a ne, tega teksta, ko je bilo pa to zgotovljeno, pa seveda sem bil malo na trnih, ne, kako bo to sprejel, in praktično nekih 2, 3 takih minornih pripomb, bagatelnih, je bil z zadevo zadovoljen. No, ja, da dopolnim še tole, zakaj 7 knjig. Ob Kajuhovem letu je knjižnica Velenje, a ne, ki nekako skrbnica Kajuhove zapuščine, predvsem pa Vlado, a ne, ki je spiritus agens tega projekta, no, oni so se odločili, da bojo ob stoletnici pač izdali vse, kar o Kajuhu je, ne, in če gremo zdaj skozi ta seznam, katere knjige so vse išle, noter je korespondenca, noter so njegove proze, potem je en muzikolog se ukvarjal z uglasbenimi njegovimi pesmimi, no, eden od teh je, torej, od teh 7 knjig je torej tudi ta biografski strip o njem, no, zadnja knjiga bojo pa torej zbrane pesmi Karla Destovnika Kajuha v eni knjigi. Torej, če zdaj po črto, ker si bil ti malo širok, jaz pa tudi ne, skratka, na podlagi Vrbičeve knjige je ta strip nastal in moja bistvena intervencija, no, še to naj povem, je bila ta, da sem jaz v scenarij vnesel torej vso to poezijo, ki jo v stripu lahko prebirate. Super, majčkeno se bomo še odmaknili od poezije. Imam še eno vprašanje za vas, Marjan, in sicer, kar se tiče samega začetka teh osnovnih let Karla Destovnika Kajuha, tako mlad je umrl, da pravzaprav mi kar zmanjka malo besed, kaj reči o tej dobi od 0 do 15, ampak dejansko Kajuha poznamo kot pesnika. Ne vemo pa kaj dosti o njegovem otroštvu, o njegovem odraščanju. Pa so zelo zanimive stvari, ki so bile precej formativne za to, kako je on pravzaprav pisal. Kaj bi sami izpostavili? Verjamem, da boste vse to, kar sem vam hotel navršiti, znali izpostaviti. Kaj je bilo tisto, kar je bilo ključno, kar je njega mogoče res zaznamovalo? Za mene, mislim, seveda, jaz za Kajuha vem, poznam, nikoli pa seveda ne tako globoko, a ne, kakor zdaj. Skratka, nisem vedel, da je bil nezakonski otrok, to je bilo prvo presenečenje, in pa seveda, kako je to svojo
nezakonskost v tistih časih, se pravi, to je bil čas med objema vojnama, ne, kako je to nezakonskost, bom rekel, brez neke travme, brez česarkoli preživel. In to upam, no, da to sva hotela v stripu pokazati in izpostaviti. Mislim, da nama je to uspelo. No, ampak vendarle, no, to so vse, bom rekel, stvari, ne, ki jih najdemo že v Vladotovem romanu. Se pravi, to, da je bil nezakonski in pa seveda ne, nikoli si nisem znal mislim, vedel sem, da je zgodaj začel pisati, da je zgodaj začel objavljati, ampak da bi že 15-leten, ne, še kot dijak, torej sicer v to novo ustanovljeno takratno revijo Slovenska mladina, okrog katere so se pa zbirali sami gajstni ljudje, ne? Recimo, če navržem vsaj dva, torej tega pokojnega Kostjo, ki je pač bil iz ene akademske familije in tako in je med vojno umrl v Begunjak, in pa Dušan Pirjevec, ne, Ahac. Skratka, no, to je odgovor, na čem sem bil presenečen v teh zgodnjih letih njegovih. Ja, je zanimivo pravzaprav res, kako je to vplivalo vse skupaj na njega. Zoran, zdaj pa še vprašanje seveda v zvezi s tem, kako je potem Kajuh zaživel pod tvojo roko oziroma kako si ga znal seveda samo podobiti. Koliko si sam vedel o Kajuhu? Mislim, da je neko obdobje, ko smo mi hodili v šolo, bilo zaznamovano s tem, da smo imeli toliko tega, da smo si na vsake toliko časa rekli, pa dajte nam že mir. Zdaj šele v bistvu odkrivamo, kaj smo zamudili. Ja, tako je. Torej, ko smo bila midva mulca 20-letnika, smo bila jasno upornika in ker so nas pitali s tem partizanstvom, smo bila jasno proti, ne, in tudi jaz sem nekatere stripe naredil take uporniške, ne, antipartizanske, anti-NOB, ne, ampak v življenju se pa vse obrne, ne, in vloga partizanov se je zdaj čist spremenila, ne, in zdaj je pa pri 60-ih je pa prišel čas, da na partizane malo drugače pogledamo, ne. To vsekako ni ideološki strip, ne, pač Kajuh je bil partizan, to je nekaj, kar paše v zgodbo, ne, ni zdaj teli so imeli prav, oni niso imeli prav, ne, ampak neko zadoščenje pa je, da praktično zdaj partizani veljajo že skoraj za zločince, za nekaj slabega, ne, se ta propaganda tako širi, je neko zadoščenje, da pa se vrneš v otroštvo pa narediš nekaj tako afirmativnega, ne afirmativnega v smislu ideologije, ampak v smislu osebe, ki je bila res nekaj posebenega in na katero smo lahko ponosni. Prej si rekel, si omenil dokumentacijo, ne, dokumentacijo sem več ali manj, fotografije pa to sem več ali manj dobil od Vrbiča, ki je zelo dober podkovan s tem, nekaj mi je zrihtal tudi moj sin, zgodovinar Ivan, ki mi vedno prav pride, ne, ki je tudi zelo dobro založen in vedno kakšno knjigo, ki jo nihče drug nima, ali pa fotografije, in jaz tem upravičil mojo investicijo vanga dolgoletno. In ostalo je pa tako, internet, mislim, avtomobili, uniforme nemške, kup te dokumentacije, jaz moram reči, da so moji stripi pač realistični, dobro dokumentirani, ne, in sem se dokopal do tega, ne, zmeri imam cele kupe knjig in materijala in printov in fotokopij. No, kako sva delala ta strip? Torej, jaz sem naredil najprej storyboard, da vidimo skica, ne, v enem tednu, da vidimo, koliko je to obsežno, ne, in glede na Marjanov scenarij, ki je štel 130 strani, je izpadel fantastičnih 166 strani stripa, ne, to pa tudi z Vaskovo pomočjo ne bi spelo, ne, in je bilo treba to rezati, ne, in pol sem rekel, ne vem, Vlada Vrbiča, ne, ki je bil nekako urednik, jaz bi uno sceno s tistim psom ven vrgel, ne, to se kaže, kakšen odnos ima do psa, Bog ne daj, ne. Pa je bila ena scena, kjer je Kajuh dal zadnji denar enemu klošarju, ne, na ulici, ne. Jaz bi to ven vrgel, ne, tega, to je važen, kakšen odnos ima on do ljudi, pa to, pa psov, pa tako. In pa sem tega klošarja naredil Vlada Vrbiča, da je on ta klošar, ne. Za malo maščevanja, za malo zadoščenja, nam rekel maščevanja.
In karkoli sem rekel, je vse bilo tudi Marjana, sem nekaj, ne, to je važno, je bil sprejet v, ne vem, o mladino Jugoslavije ali kaj že. Vse je bilo važno, nenadoma, ne. In človek je pa na koncu še sam sebi najhujši sovražnik, na koncu pa še jaz še 5 dodatnih strani še sam dodal, kar se mi je zdaj zelo pomembno, neki dramaturški lok, kjer sem vključil tudi tega morilca, ne, ki se ve, kdo ga je ubil, ne, in je to 5 strani, kako je on in na koncu se skupaj srečata. Ne. Tako da težave sem imel z mojimi sodelavci, ampak največje težave imam pa sam s sabo. Okay, zdaj vemo, da se v bistvu Zoranu ne smemo zameriti sploh v času, ko ustvarja, če nočemo prebrati stripa in videti, da smo največji zločinc, ki nam je zelo podoben. Hodil sem preveriti glede tega, ker praviš, da imaš kupe knjig. Nekje sem videl, da praviš, da vedno, ko rišeš, v bistvu imaš zraven še knjige, ki so relevantne za to, da te peljejo v tisti čas in da včasih izgubiš tudi kakšno uro ali pa več, ko iščeš, recimo, kako je določen detajl izgledal. Točno to. Kaj se ti je kaj zgodilo, kaj spomniš, da si se prav najbolj zaciklal, da si rabil največ znanja, da dejansko ne vem, a nisi niti vedel, kako izgleda XY. Kaj je tisto, kar si imel največjo neznanko? Dobro, da bi kaj iskal, se ne spomnim, ne, saj nekaj konkretnega. Večinoma sem prebiral, da sem dobil kontekst ali pa sprašal Marjana. Medtem njega poznamo samo na fotografijah. Ne. Okay, moje risbe so tudi statične, ampak jaz sem si probal predstavljati, kako se je gibal, kakšno gestikulacijo je imel, kakšne izraze na obrazu. Ne. Ker to je bil tako miren fant, zadržan precej. Ko pa je začel deklamirati svojo poezijo, se je pa spremenil v zelo izrazitega, zelo močnega, zelo strastnega interpreta. Mene je spomnil, ne vem zakaj, na Milana Mladenovića od Ekaterine Velike, ne, ki je bil tudi tak zaprt. Fant, ki je pa prišel na oder, je bil pa mesija. Ne, tako. In to sem probal ujeti. Ne, zdaj, koliko mi je uspelo, boste vi povedali, jaz niti ne vem sam, ampak to je bil tak trud. Ne. Prej sem še hotel način dela. Torej, jaz sem naredil mogoče 10, 15, 20 strani v Svinčniku in sva se dobila z Marjanom in sva šla vsako besedo, vsako slikco, vse skozi. Jaz sem rekel, to je moja ideja, on je rekel, ta ne klapa, ta klapa, včasih sem mogel kaj popraviti za nazaj. In šele potem, ko sem to popravil, določene stvari in tekstualno in risbo, sem šel tuširati. Ne. Pol je ta faza tuširanja in radiranja in šele pol je to pripravljeno za skeniranje. Ne. In ko je skeniranje, gre še k tej punci, ki ustavlja tekst. Ne. Ponovadi ga jaz opisujem, ampak spet zaradi pomanjkanja časa smo dali pač profesionalke, da je to naredila, jaz sem sam kakšne podarke ali pa kakšne onomatopeje naredil. Ne. Torej, na koncu je prišlo 144 strani, kar je zelo ga je bil. Še eno vprašanje je vezano na to, kaj narediš v bistvu, ko imaš neko znano osebnost, nek lik, ki ga poznaš samo na fotografijah, ti ga moraš pa spoznati, kako se giba, kakšen je v bistvu v svoji 3D dimenziji. A se ti kdaj zgodi, da recimo zunaj srečaš neko osebo, ki je zelo podobna temu, kar si ti predstavljaš, da je recimo Kajuh bil, jo potem spremljaš, gledaš, kako hodi, kako se odziva, a se kdaj realnost pojavi v tem fiktivnem svetu? Ne, to ne. Srečam osebe, ki sem jih risal za tako komercialno, pa one ne vejo, kdo sem jaz, pa jaz že hočem reči Juja. Malo se pa spomnim, da sem mu dal za rojsten dan, pa da ni hotel mene sploh. Okay, dobro vprašanje. Ko imamo realno osebo, jaz grem prebrati o njemu, torej dobiti še kakšne fotke in prebrati, kdaj je bil rojen in približno koliko je bil star takrat, ko jaz o njemu govorim. Ne? Ker jaz ne morem, ker neko sliko, ki je on bil, ne vem, 60 let star, ali pa iz kakšnega kipa, strip pa govori, ko je bil 30. Ne? Torej, treba je dobiti tudi to dimenzijo, ne? Koliko je bil star, včasih je več fotografij, včasih je samo ena fotografija, pač trudim se, ta strip je poln teh nekih realnih osebnosti, ne? Njegovih prijateljev, predvsem pa tudi znanih Slovencev, kulturnikov iz tistega časa in je pač treba se pač pomatrati, da so ti ljudje podobni. Ne? Zdaj pa. In tukaj je bil en velik problem, Marjan, imam že 3 vprašanja, čakajo, ampak Zoran, tukaj si imel en velik problem, namreč baje so bili ti fantje, s katerimi se je on družil, vsi isti. Ja. Torej, leta
39, 40, ne, ko so ti fanti odraščali, torej stari so 19, 20 let. Moda je ista, vsi se češejo nazaj, vsi imajo brke ali pa ne, tako take najstniške še. Ne. Skratka, vsi so isti, suhi so. Ne. In jaz, kad sem risal stripe, enemu narediš pegle, enemu narediš velik nos, enemu ne vem kaj. Ne. Tle so pa pač vsi Slovenčki iz leta 39, iz Ljubljane so isti. Ne. In kako boš hudiča ločil jih? Ne. Je pa, ok, to je pač moj problem, ne. Ali pa še naprimer, če je kakšen prizor, ker jih je veliko skupaj in pol so dialogi. In zdaj, kako jih bom jaz razmetal, da bo to šlo skozi, ne, da bo neki vrstni red. Ne. Veliko takih konkretnih problemov je bilo, ki niti niso bili tako kreativni kot mogoče pri Plečniku ali pa Cankarju, ne. Ampak sem se moral zelo ubadati s takimi zelo elementarnimi stvarmi, da bo bralcu jasno, kdo pije, kdo plača, kdo sedi, kdo je ta, ki govori in kje se to dogaja. Naprimer, Marjan mi je naredil uslugo, pod narekovaji, in ni napisal nobenih didaskalij. Kaj so didaskalije? Tisto, ki piše malo pozneje, jutri, ne vem, v Slovenj-Gradcu, te pojasnilni. Ne? In ko preskočiš iz enega prizora na drugega, nimaš nobenega prehoda, ne? Nimaš nobenega označevalca, da se je to zgodilo. Ne? In sem jaz razmišljal o tem, kako bom to rešil, mogoče o tem malo pozneje, ne? Ampak s takimi stvarmi sem se moral tle ukvarjati, da bo bazičnimi, da bo pripoved jasna bralcu. Okay, hvala za enkrat, Zoran. Marjan, kar se vprašanj tiče, greva v bistvu na to, kar ste prej omenil, da je postal pač Karel Destovnik Kajuh govoreča žival, neki na ta način, ko je stopil na oder. Tudi ko sta sama dva v bistvu zdaj ob izdaji stripa govorila o Kajuhu, sta velikrat uporabila besedo, da je bil neke vrste rocker pred svojim časom, da je bil rockerska zvezda. Zakaj ta prispodoba? Kako v bistvu je res deloval, ko je prišel na oder? Najbrž si ga res lahko predstavljamo kot nekega Jima Morrisona. Ja, zdaj to, bom rekel, so samo naše predstave na podlagi seveda pričevanj, zapisanih pričevanj. No, ampak vsa ta pričevanja vključujejo torej to navdušenje, ne, ki so ga opazili, to na nek način ene sorte ekstatičnost, v katero je Kajuh padel, ko je recitiral svoje verse. Zdaj, bilo je seveda tudi vprašanje, zakaj zdaj strip o Kajuhu, pa čeprav je ravno 100-letnica rojstva. Ne? Ideja je bila, da seveda osebnost tega mladega človeka predstavimo čisto eni drugi generaciji. Rečemo, se pravi, to je 4., 5. generacija kasneje, se pravi mladostnikom zdajšnjega časa. No? In zdaj, kako to, bom rekel, s čim to priličiti, s čim to primerjati. No in sva prišla do tega, da mislim, to je najboljša vzporednica, z rock'n'rollom pa, bom rekel, pač s temi tremi izpostavljenimi, Dylan pa, kaj sva imela še, pa Morrisona pa Lennona. Evo, tako. Ja, dejansko... Samo v tem smislu, seveda to je čist drug štos, če že drugega ni bilo razsvetljave, ni bilo lajčeva, pa ni bilo ozvočenja, ampak bil je pa samo glas. In to običajno se je to zunaj na prostem odvijalo. Skratka, no, on je itak imel en teatrski talent, tudi za nastopanje, že v Šoštanju je nastopal, no, predvsem pa je, bom rekel, zelo dobro vedel, kaj piše, in seveda potem tudi, kaj govori pred publiko. So pa te njegove pesmi seveda bile izjemno pomemben del tudi samega stripa in se mi zdi, da sta jih želela poudariti in izpostaviti takrat, ko so nastale. To se pravi, zakaj je bilo to tako pomembno, da pravzaprav se da v kontekst časa vsako izmed njegovih pesmi, ne glede na to, da tudi zdaj 80 let kasneje so še vedno zelo aktualne, je čisto vseeno bilo, katero leto je. No, v nekatere so, mislim, ne nekatere, ker nekaj jih je, ker so preživeli svoj čas, ko so tako rekoč, da lahko rečem, antološke.
Zakaj torej postaviti v čas nastanka? Ja, čisto zaradi tega, ker se je s tem razvijala njegova osebnost, ne? In skrati on se je tudi razvijal kot pesnik, ne? To se tudi vidi iz teh prvih recimo objav, ne? Ki so oziroma iz prvih teh pesmi, ne, ki so nerodne, ampak se čuti intenca, sporočilo in tako naprej, do tega, da so potem vedno bolj prečiščene. Ne. No, pa še nekaj. Kajuh pesnik gre po dveh tirih. Ne. Eno je kajuh intimen, lirik, ljubezenski, eno je pa kajuh, da tako rečem, angažiran protestni pesnik. Ja, in tukaj v bistvu je še ena zanimiva stvar, da mislim, da je ena od pesmi, ali koliko pesmi je zapisanih prav z njegovo pisavo in koliko je to bilo težavno in za najdati in Zoranu za... Niti ne, torej njegova pisava je dostopna in je, kako bi rekel, se da. Pisal je zelo nečutljivo, jaz sem poskušal to pisavo posneti, ampak tako, da je čutljivo, da bo bralec razumel in vedel, zakaj gre. In zdaj, kot rekel, že kot zelo mlad v osnovni šoli sem dobil kup teh podpisov v šoli, pa nekatere sem pokazal mami, nekatere sem pa sam podpisal. In kot rekel, zgodnji falsifikator mi najbrž ni bilo tako težko posnet to pisavo, njegovo, tako da mislim, da mi je pač do določene mere uspelo. Se mi pa zdi pomembno, da daš ta personal touch, se reče, da daš to osebno noto, da ne bi to postavljal tam z računalnikom iz nekega fonta, pisano, ampak da se potrudim pa poskušam njega predstaviti tudi na ta način, torej skozi pisavo, skozi gestikulacijo, skozi obrazno mimiko, skozi uho, ki tle leti. Torej, na vse načine ta pisava je eden od teh elementov. Načeloma sicer, Zoran, je vojna tematika nekaj, kar ti je blizu oziroma si v preteklosti že ustvaril, seveda stripe povezane z vojno tematiko in tudi ta minimalizem črno-bele tehnike ti je blizu. Kako se lahko angažirano zavzameš za to, zakaj je toliko rdeče barve in da bi jo mogoče lahko bilo še več v stripu? Zakaj je rdeča preživela vso to anuliranje barv z izjemo črno-bele seveda? Torej, za kakšne barvni strip ni bilo preprosto časa, najbrž tudi Marjana, pa praktično jaz z Marjana sva zagovornika črno-belega stripa, ki je staromoden, ki je najbolj kontrasten, ki je najbolj udaren. Vmes se je pojavila ideja o teh rdečih. Ne spomnim se zdaj točno, ampak mislim, da ja. Skratka, prišla je ta ideja in smo določene dele obarvali v rdeče, tako da je rdeča kot druga barva. Jaz sem bil tle bolj gorenc, pa sem hotel, dajmo, če že tiskamo še dodatno barvo, dajmo to več, pa tle, Marjan me je pa zelo nazaj držal, ne bo minimalistično, in na koncu narad priznam, da je imel on prav, jaz pa ne. Marjan, rekel ste, da je bila ta rdeča že zelo zgodaj zakaj? V nekem konceptu. Da je bila rdeča barva oziroma da bojo te rdeči detajli, poudarki že zelo zgodaj izpostavljena. Zakaj? Zakaj? Čisto iz preprostega razloga. Tle gre za ljubezen, za smrt, za vojno, pa ljubezen. Skratka, vse tisto, kar bom rekel, rdeča barva v pravem kontekstu na pravem mestu brez besed pove več kot bi bilo. Tudi komunizem, ampak ne samo komunizem, tudi strast, tudi ljubezen, tudi vse ostalo. Zdaj malo je tle obtičal na tej predstavi, da smo rdeči, da je zato ta strip. Ampak je več kot samo to. Ampak je tudi to. Tudi kar se strastnega dela tiče in vsega tega mi je bilo zanimivo, v bistvu Karel je bil predvsej zapeljevalen tip človeka, veliko deklet je spoznal in to je tudi seveda del in stripa. Zakaj? V bistvu nekako pomembno, najbrž je pomembno zato, da vidimo, kako se je on odzival oziroma kakšen človek je bil. Tudi domnevam, da so tukaj prišli na sveti tega ne dati ven.
Ne, nobenih takih nasvetov ni bilo. Ne vem, a si ti kaj? Mal je bilo, kot dej to sceno narediti malo bolj okusno, ker so nasledniki, sorodniki še živi. Ne? Ja, nisem hotel tega reči, ampak ok. A ja, ker bi spal, da si ti. Ne, on ni. Torej, mal je bilo v smislu tega mojega naturalizma, ne, da ga malo umilim, ampak se mi zdi, da je praktično strip primeren tudi za srednjo šolo pa za osnovnošolce, tako da se mi zdi, da ni kaj hudega. Tako da, ja. Definitivno, ja. Nisem na to mislil, ampak kar izvolite. Ja, tole je treba povedati, ne? Oziroma vprašanje je šlo v to smer, zakaj so taki prizori, oziroma da je bil, bom rekel, v narekovajih, nisi tega tako rekel, ženska. Ne, ampak ok. Zanimivo, ne, da je to izpostavil en fant v kritiki stripa, ki je mimogrede najboljša, kar sem jih prebral, kritiko Kajuhu na Radiu Študent, vsaj verjetno si bral. Ampak pustimo zdaj to. Torej, ja, lej, definitivno je bil privlačen mladenič, ne, in samozavesten, konec koncev tudi uspešen in seveda bil je, dekleta so ga imela rade, no, tako. Vemo pa torej za tri take velike, ampak pazi, 21 let dobrih, ne, ampak tri velike ljubezenske zgodbe, ne. Najprej seveda ta čist mladostna, še iz Šoštanja, z eno leto starejšo Marijo Kmet. Hvala. Marija Kmet je nekaj drugega. Marija Medved, ja. Torej Mičika, Mičica, Marička ni bila nikoli. Skratka, no, potem v Ljubljani s to Silvo Ponikvarjevo, ki je bila mimogrede pa 10 let starejša od njega skoraj, ne. No, in pa potem tistega pol leta, ko je bil v partizanih, a ne, to bližanje s partizanko Plesavko Brino, ki je vojno preživela in, bom rekel, tudi na nek način skrbela malo za ta Kajuhov spomin, z druge strani, ne z te uradne. Hotel sem pa to reči, ne, da zakaj vse to mora biti noter? Konec koncev vse to je njegovo življenje, ne, to je njegov razvoj. No, in če se vrnem na tisto, ko sem bil vprašan, kaj me je presenetilo v njegovem življenju. Še to, poleg tistega, kar sem rekel, da je fant neverjetno zgodaj, erotično, seksualno, pa tudi svetovno-nazorsko dozorel. Skratka, mladenič tamle pri 18, ki nima težav s svojo seksualnostjo, z žensko, ki mu je jasno, kako svet stoji, ne, seveda bo to vedenje samo še poglobil s časom, mislim, kaj mu pa sam še ostane, samo da še živi v skladu s tistim, kar ga žene naprej, njega je gnala ustvarjalnost. Ja, in če smo že to govorili o Lennonu, Dylanu, Morrisonu, noben od njih ni bil ravno devičnik. Vsak od njih je izkoristil svoj položaj na odru. Mogoče bi sam dopolnil, da pri tej tretji ljubezni v partizanih Brini ni bilo pa praktično nobenih dokazov, ne moramo reči, ne, ker ni noben gledal, ampak nobenih neposrednih pričevanj, da sta ona dva res nekaj imela, ne, konkretnega. In tako. No, mogoče so spali so skupaj, ki jih je zebal pa to, ne, ampak da pač v tem erotičnem smislu in so se odločili, da pač ne bomo to špekulirali o tem. Je bila pa ona zelo pomembna, Brina, zato da pravzaprav lahko govorimo o tem, da je bilo za časa njegovega življenja že moč brati njegovo poezijo, da je bila ta izdana. Mislim, da je 38 izvodov, 27 pesmi šlo. Ja, če lahko kar, ni imela Brina nič s tem, razen da je aktivno pomagala pri pripravi, namreč ona je tipkala te pesmi. Ne? A imamo dokaz? Hecam se.
Hecam se, če imamo dokaz, glede na to, da smo se prej o dokazih hecali. Dokaz, da je ona tipkala. Hecam se. Bilo jih je več v prostoru. No. Pardon, ker sem zmotil. Tudi dosti nazorno smo to v stripu pokazali, kako je do tega prišlo. Skratka, ne, Brina ni imela nekih ekstra zasluge za to je imel štab, a ne, ki se je zavedal, komunisti so dobro vedeli, kva imajo v rokah, pa kakšnega človeka, a ne, sploh to, kakšni so bili odzivi. In seveda, ljudje so hoteli to, a ne, in pol se je to pač na ciklostilu en deževen oziroma kar snežen večer se je to naredilo pod eno podrtijo na pol, ogenj, zamakal je, ko je ona tipkala, ampak najbolj noro je to, ne, Kajuh je hodil po prostoru, narekoval iz glave, ona je tipkala in to je šlo poje kar brez korektur, brez česarkoli. Takoj naprej, kva je Delač, je naslovko delal, to je bilo timsko delo v enem večeru, ne, Zoran je hodil. Aha, okay. Mi je bilo pa zanimivo, da v bistvu je bila potreba potem, zakaj se je to delalo, predvsem zato, da si ljudje niso več zapisovali teh pesmi, da ni bilo treba, ko je Karel govoril, imeti lista papirja pa pisati. Da je dejansko bila taka želja potem, da bi ljudje to imeli nekje pred sabo, da je od tod prišlo seveda do potrebe po tem, da se to v bistvu natisne. V zvezi s tem imamo en prizor v neki požgani vasi, kjer so prišli nazaj te izgnanci, pregnanci, predvsem ženske, ne? In je Karel nastopil, miting je nastopil pred njimi, ne? In so po tem mitingu so prišli k njemu in so rekli, dajte to zapisati, da bomo mi imeli in da bomo dali k srcu. Mislim, da so res bile ganjene, ne? To ni bilo... Recitira pa tisto materi padli. Tako. Mislim, so pretresljivi prizori in so pol pisali on in Brina in to za te pač ženske, ki so to hoteli imeti kot neko molitev že skoraj. Mislim, tako močne. Mislim, kaj umetnost lahko dela? Ni stvar samo v tem, da je to neke propagandne, a ne, na juriš pa dejmo pa to, ampak so to, mislim, on je dosegel, mislim, mesta v poeziji pa v srcih ljudi, ki jih je malo kdo dosegel, ne, in na drugačen način kot ti revolucionarni pesniki. Ne. Tudi zanimivo, da v bistvu, jaz se ga ne spomnim, da bi bil politiziran oziroma da bi kadarkoli dejansko, če bi bral njegovo pesem, zdaj pač malo karikiram, ne bi vedel točno, na kjer stran se je boril. Malo pretiravam, ampak bolj mi gre za to, da je dejansko čustva izpostavil, s katerim se je lahko poistovetil vsakdo. Promaš, on ni bil propagandni pesnik, on je v to verjel in to je bil njegov svetovni nazor, to ni bilo, mi smo ne. Tu sem samo dodal, da tudi domoljubci ga morajo imeti radi slovenski. Ja, dejansko je res tukaj bil v bistvu kot nekdo, ki je nosil to sporočilo trpljenja slovenskega naroda v tistem trenutku, ne glede na to zdaj artikulirati to bolečino. Točno to. A je kakšno vprašanje strani publike, da vas ne bomo pol čist na koncu še vpletali, pa da vas že majčkeno vmes zanimiramo. Če bo kakšno vprašanje, kar z roko pokažite, pa vas z veseljem vam prisluhnemo. Je kaj? Ok, se vas bomo še vprašali. Pride še na vrsto. Hodil sem v bistvu še preveriti, kar se tiče samega tega njegovega dela, koliko je bilo v bistvu podatkov tudi o njegovi smrti. Malo je Zoran že izpostavil dejstvo, da se ve in da je bil v bistvu ubit strani slovenskega rojaka. Hkrati pa pač, koliko je teh podatkov o smrti, pa imam pa še za Marjana eno podvprašanje. Podatkov je kar veliko, mogoče celo preveč, ne, ker so različni podatki, ki so pričevanja, ne, ljudi, ki so bili tam še neko, jaz sem neko oddajo izbrskal tam iz 70-ih, ko so bili še živi ljudje, ki so, torej, bila je hiša, v kateri je bilo nekih, ne vem, 20 izmučenih partizanov, po noči so prišli Nemci v teh belih maskirnih uniformah, so začeli streljati, bil je tak obračun, ne, kjer je padlo nekaj partizanov, pa nekaj Nemcev in Nemci so se po nekih 15 minutah umaknili. Ne. Mogoče, ker že to omenjam, tle obstaja neka
medtem ko sem delal ta strip, neka fantastična igra usode, ne, ki je Kajuha porivala točno tja, da se je znajdel v tistem trenutku v tisti hiši. Ne. Imel je možnosti, da bi šel na osvobojeno ozemlje, da bi bil ne vem, direktor gledališča, da bi bil na varnem, ampak ne, on je šel v te pohode 14 do konca in imel je še možnost, da bi bil v neki kmetiji bolj spodaj, 15 minut od te usodne kmetije, pa je rekel, ne, grem k mojim gor je ta kulturniška skupina moja in je rinil gor in ko se je začel streljati, zdaj ne vem zakaj, je on vzel nahrbtnik in puško in je skozi šel po stopnicah dol, ker je na nadstropju spal in šel skozi vrata ven, ne. Kar je bilo relativno neumno. Lahko da je bila pa taka taktika, to je partizanska, da pol odzune in nekaj. On se je zbudil, ne ve se točno zakaj je to naredil. Tle je bolj vprašanje. Pa so pa te detalje. Na pragu praktično ga je ta Slovenc Janez Črne, mislim. Franc, ja. Ga je ustrelil in zdaj ne ve se, a ga je s puško, a ga je z brzostrelko, to so različna pričevanja. Torej, ene druge so tudi, ja. Skratka, bil je mrtev, ko je padel na tla, je bil že konec z njemu, ne. In pred tem so praktično 3 iz te kulturniške skupine že v enem tednu so pomrli, tako da je bila res tragedija, to so bili mladi ljudje, ne. Torej, neki detalji so nejasni, neki so jasni, neki je bilo pa pač meni prepuščeno, oziroma sem si vzel to svobodo, kako to smrt prikazati. Marjan, mečken me je sicer zdaj Zoran zmotil, ker mi je dejansko že odgovoril na pod vprašanje, ki sem ga imel zastavljenega in sicer ves čas me je to zanimalo, koliko enih naključij je res vodilo Karla v to zgodnjo smrt, ne? Od tega, da je imel opcijo iti na osvobojeno ozemlje, te druge hiše, tega, da je zaspal v but. Pravzaprav nekako, ko človek to vse skupaj prebere, ima občutek, da druge variante, kot da pri 21 letih umre, ni bilo, da je njegovo življenje bilo na tak način dejansko speljano v to smer. Da pa je on ratal pesnik oziroma da je začel zapisovati vse skupaj, je bilo pa tudi pomembno seveda to vojno obdobje in pa trenutek, ko se je po enem brutalnem zaslišanju v bistvu zgodila ta ena izmed prvih večjih njegovih pomembnejših pesmi. No ja, on je pisal že par let prej, pa objavljal, ne? Ampak ja, se pravi, ko je bil zaprt v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, tam je doživel prva zaslišanja, pa seveda so ga pretepali, pa gor pa dol, no in takrat je napisal prvo pesem, torej med drugo svetovno vojno. Mimogrede, on je pisal seveda še kot ilegalc v Ljubljani, ampak ko je pa rečemo šel v partizane, se pravi tam avgusta 1943, pa praktično razen himne 14. diviziji, pa še ena, ko so neke pelargonije na oknu, tistega pol leta ni napisal nobenega verza. Ja, to pa bom rekel, to je pa logično, da pesnik, če preživi eno tako torturo, to pusti eno globoko doživetje, ne samo fizično, predvsem psihično, in ja, je pač potem nastala ena taka žalostinka, seveda spet na mater, Pa jih je on objavljal pod svojim imenom, ker vem, da je imel ogromno psevdonimov. Ne, sej tole, on je v bistvu, ja, ko je bil še dijak, je imel nekaj psevdonimov, eden takih je Drago Jeran, recimo s tem je začel, pa jih je bilo še nekaj, ampak med vojno je pa pravzaprav prva objava med vojna je bila v Naši ženi, decembra 1943 ali januarja 1944. Potem pa šele po njegovi smrti. Ni bilo teh pesmi objavljenih. A dejansko obstaja možnost, da so kakšne pesmi, ki
objavljene, mogoče celo zapisane, ampak da ne vemo, da so njegove. Ne, Okej. to je pa cesar tako detaljno prečesal, pa z vsemi temi njegovimi psevdonimi, tudi takimi eventualnimi, a ne, ki so bili v obtoku, ne. Super. Lepo vedeti, da poznamo vse, kar je. Kakšno vprašanje strani publike? Ok, mogoče lahko zdaj to priložnost še izkoristimo. Zoran, seveda si nam prinesel strip tudi v tej digitalni obliki. Mogoče lahko tukaj s pomočjo Nine seveda najdemo tudi kakšen, se sprehodimo po stripu. Toliko, da vidimo, kako to izgleda. Ja, tole je neki uvod, kjer so ga, ki je v knjigi tudi zelo posrečeno. Prolog, ja. To je slika El Greca, ki jo je imel neki fajmoštar na steni, ne, in začnemo s to sliko, ne, in vidimo, da je ta slika za Božji, mislim, za podobo, ki kaže Božjo družino, da je precej nazorna. Ne? No, Zoran, sej to je replika Velasqueza, ne? El Greca. Ja. Se pravi, imamo Dojko odkrito, imamo Lulčka od Tamaga, ki so zmeri zakriti. Ne? In to sta dejansko oče in mati, ki so upisovali, sta gledala, pa se malo muzala, ne? Ker je imel na steni tale duhovni klet. No, skratka, gre za to, da je on sicer upisal, malo nejevoljno, ne, grešila si Marija, ker je bil Karlo nezakonski, ampak ga je ta očim ga je posvojil in je pol pač šel v te cerkvene knjige, kar je bilo takrat zelo pomembno, ne, ampak se pa kaže že tudi ena tako malo, ne bom rekel, nemorala v cerkvi, ne, eni taki namigi na to, kar se dogaja v cerkvi, pa tudi kako je Kajuh prišel na svet. Vse v redu, ja. Skratka, veliko je teh anekdot, kljub temu, da je imel on res težko življenje, da je mlad umrl, je veliko tudi smešnih dogodkov, zabavnih, jaz parkrat sva se krohotala z Marjanem, ne. Je pa ta izpolnjenost življenja, usodnost in izpolnjenost. Torej do 21. leta je Kajuh doživel več kot normalen človek doživi vse življenje. Izkusil je skrivanje, ta muha me ima prav rada. Izkusil je skrivanje pred okupatorjem, upor, ljubezen, spolno izkušnjo, revolucijo, boje, sodeloval tudi v bojih, ne, in to prezgodnjo smrt. Torej, in ustvarjanje, seveda, ne, to, kar je Marjan povedal. Torej, neverjetno izpolnjeno življenje, neverjetno dramatično, ne, kjer se ta moč poezije in izraznost njegovega življenja, mislim, se mešata v eno tako res fascinantno zgodbo, ker sem jaz med delom sem tudi tako preko užival in me je zanimalo, kaj se bo zgodilo, čeprav sem vedel, ne, ampak kako bom to predstavil, iskal najboljše načine. Skratka, fascinantna, zanimiva, močna zgodba, ki je bila do zdaj premalo znana in se mi zdi, da se je bilo vredno lotati. Ampak jo je kaj presenetilo to, koliko je v bistvu ene želje potem, da bi nova generacija, mlada generacija spoznala Karla Destovnika Kajuha drugače, kot smo ga mi, ki smo ga, recimo temu, morali? Pa sej ne vem, ali obstaja zdaj neka želja pri tej mladi generaciji, no, ampak mene je predvsem, bom rekel, prepričali v to, da je treba Kajuha živeti zdaj, oziroma ali pa oživeti. Ne? Kaj me je prepričal? Se pravi, v cajtu covida, ko so bili ti protesti pred parlamentom, pa po Ljubljani, pa tudi še po kakšnih drugih mestih, jaz sem parkrat šel to pač pogledati, rad se na lastne oči prepričam, a ne, kako se te stvari odvijajo, no pa konec koncev vsej, bom rekel, sem bil tudi na strani teh protestnikov, no ampak kaj me je tam prevzel, ne, razni transparenti, verziji, slogani,
pa tudi kakšen Kajuhov vers. Wow. In to ne enkrat, to večkrat. In pa tudi, ko so recimo bili kakšni, ko je bil kulturno-umetniški program, a ne, na teh protestih, se je vedno tudi kakšna Kajuhova pesem slišala. Skratka, zdelo se mi je, no, da delamo prav. Saj pravim, Zoran je že povedal, impuls za to, da strip je in da izide, je pač ta stoletnica rojstva pa knjižnica Velenje, ampak tudi, rekel, Vlado je izgleda tudi začutil zaštekov, da je zdaj v zraku, da je zdaj priložnost. Probam iskati neko logično povezavo, zakaj ne bi do tega prišlo, ampak dejansko, če govorimo o tem, da je krik protesta in upora, če govorimo o tem, da je prejšnja generacija, predprejšnja generacija imela dovolj revolucije, upora in vseh raznih zmag, ta je pa nima. In ta rab v bistvu neke mesije, nekoga, ki bo znal na pravi način povedati, da je upor in krik nekega nezadovoljnega človeka prisoten. Ne, čisto prav razmišljaš, se mi zdi. Stvar je v tem, da Kajuh je bil strani socialističnih oblasti, vsaj prva desetletja po vojni, izrazito instrumentaliziran. Se pravi, tistih, bom rekel, 6-7 njegovih pesmi, to se je lajnalo na vseh komemoracijah, na proslavah. Mislim, jaz se spomnim, sem to doživljal, grozen je bilo, sploh v srednji šoli, ko sem bil čist drugje in čist drugač. Skratka, mislim, tako daleč je to prišlo, da smo se delali norca iz tega. No, se nismo bili edini. Ne vem, ali je bil Danez Zajc ali je bil pa Ivo Svetina, ki je tam že v 60-ih eno parafrazo na ta slovit vers iz te Kajuhove pesmi Materi padlega ali padlih partizanov, ali kako je že. Vers je pa tak, postal je tak sin, da bi gore premikal, parafraza je pa bila, postal je tak sin, da se je komaj premikal. Skratka, pravim, bil je izrazito instrumentaliziran. In seveda zdaj prihajajo do izraza druge pesmi, ne te žalostinke, ampak te, ki si rekel, krik upora. Recimo, presenečen bil nad tem, kako se je ta vers, sva ga izpostavljal v stripu, kako se je ta vers, ki ga bom povedal, poklopil situacijo v teh covidnih cajtih. Ma en vers, hoteli so na gobčnike nam nasaditi. Mislim, folk je, na gobčnike, mislim, banalno, ampak vendarle. Ja, pravzaprav res zanimivo tudi nekako ne vem zakaj, mogoče zaradi te prerane smrti, pa zaradi tega, ker se ves čas sprašujemo, kaj bi še dobili, če bi ga imeli dlje. Povezujem to mečken tudi s Kosovelom in tudi, če pogledamo, Kosovel je dejansko tudi 100 let kasneje isto aktualen, kot je bil v času, ko je to pisal. In tukaj pri Karlu Desnovniku Kajuhu se zelo podobne povezave odpirajo. Ja, no, sej, če smem, zdaj si mi dal istočnico s Kosovelom. Namreč Kajuh spada v to skupino mladih pesnikov, ki so pesnikov slovenskih, ki so mladi umrli. Začenši s Ketejem pa Murnom, pa seveda potem s Kosovelom, no pa potem njegova generacija, Balantič, Hribovšek, ki je seveda čist iz drugega vica doživela tako usodo, ampak vendarle, to so bili fantje, ki so v svojih zgodnjih 20 letih naredili svoj življenjski opus. Kosovel mislim, da je bil 24 ali koliko, ko je šel. In poglej, mislim, še danes je, ne sem, da je predmet novih izdaj, ampak predmet interpretacij, ki so čist na glavo postavljene, recimo, kot so ga pa postavljali pred 20 leti. Skratka, je nekaj, bom rekel, v teh mladih ljudeh bilo, ali jih je imel Bog tako rad ali kaj, ampak oni so v bistvu v teh dobrih 2 desetletjih življenja, kolikor so ga imeli, naredili vse. Se pravi, mnogi v teh veliko več kot večina ljudi v svojem življenju. Ja, jaz tudi mislim, da imam zdaj stavek za vsakega 20-letnika, ki bo rekel, vse sem še mlad, sem imam še cajt. Poglej, kaj je Kajuh naredil do takrat.